za vas in mesto. Za vas zdrava hrana. Kaj ste pa vi kot športniki danes zjutraj jedli za zajtrk? Mleko pa kruh. Sliče najbrž tudi kaj? Ne, pa jabka kakšna se je znašla? Ne. Dobro, bravo, en aplavz. Odlični ste bili, to smo opazili vsi, pa me zato zanima, kdo so recimo vaši vzorniki takole pri gimnastiki, kar se naših slovenskih športnikov tiče. Kdo bo povedal? Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan. O, bravo, ja. Ja. In povej mi, si se že kdaj pogovarjal z Mitjo Petkovškom? Sem. Si se? Torej zdaj ne boš ti imel nobenega vprašanja, bom pa jaz spraševala. Prav, pa ga pokličeva na oder, oziroma tukaj le k nama. Mitja Petkovšek je z nami, lepo pozdravljen. Takole, športni pozdrav, bravo. So bili odlični, a? Kakšen je komentar nad tem, kar smo videli? Ja, vsi me sprašujejo, če so to naslednji Petkovški in definitivno so. Bravo. No, ko človek prebira o vseh vaših uspehih, ne, z raznih tekmovanj jih je ogromno. Vem, da je zato potrebno veliko trenirati, a hkrati najbrž tudi malce paziti na to, s čim se športniki prehranjujete. No in glede na to, da se danes pogovarjamo o zdravi prehrani, me predvsem zanima, ali se recimo na tvojem meniju pogosto znajdejo, ne vem, hamburgeri, pice, pa kaj še popularno, čips, na primer, in take zadeve. Če jaz pojem eno pico, potem lahko na treningu samo še ležim pod brado in gledam v zrak. Tako da je zelo pomembno smernice zdrave prehrane, ne dosti cukra, maščob, soli. No, smernice zdrave prehrane so bistvene. Ampak na srečo je gimnastika še vedno tak šport, da si lahko svetovni prvak samo z maminimi ješprenjčki in jotami. Tako da ni treba posegati po nekih nedovoljenih substancah. To je tudi recepta, ne? Bravo, lepo je to slišati. Torej, kakšen je potem tvoj zajtrk? Prej smo slišali mleko, pa kruh, pa razni namazi, pa kakšno sadje. No, najbolj, da povem, kaj je bilo danes. Danes, seveda, sem vstal že v 6:15 in sem si v posodico zmetal razne kosmiče, psene in druge, prelil z kefirjem, našim domačim, seveda, ne. Nametal še nekaj rozin in oreškov
in potem to včasih še malo medudam in to pojedo, ne, ampak za napot, ne, za malico v avtu sem pa si vzel en jabolček in sem celega pojedel in mi je šlo vse v mišice. Bravo, lejte. Ja, to so mišice športnika. Pa še nekaj, ne, ker si športnik, se mi zdi logično, da se veliko torej giblješ tudi med športniki in športnicami. Danes je na dolgo 21. stoletja kakšna kila preveč, ne, pa ne samo 1, 2, 3, 4. Zdaj pri dekletih je to počasi že kakšen celulit, ne, v tistem radi se ne pogovarjamo, je med športniki in športnicami tudi tako. No, vsak telovadec bi si želel biti čim močnejši, čim lažje. Tudi sam bi rad bil 10 kil lažji, da bi se lažje nekako konkuriral azijskim, najboljšim predlašam, Azijcem, Kitajcem. Ampak vendarle, smo vsi dosti suhceni, ne, kot vidite, močni, ampak sem pa tja pa kakšen rad je in sedaj imamo enega telovadca, moj kolega mlajši, ki rad poje in ima 5 kil preveč, ampak ga ni treba prav dosti upozarjati, ker so ga začele noge boleti, kar je pretežek, tako da sam ve, da mora skušati. Torej bo mogel izgubiti še teh 5 kil, ne, prav. Torej šport in zdrava prehrana ste zdaj opazili in mislim, da je vsem jasno, da greste še kako zelo skupaj, ker si svoje največje uspehe dosegel prav na bradlji, bi nam lahko malce zdaj prikazal, kako to izgleda, ali ne? Seveda, ampak moram se zdaj opravičevati, ne na dolgo in široko, ker boste preveč pričakovali, ampak pravo gimnastiko ste videli od naših mlajših telovadcev, jaz, ker sem pa že malo starejši in nisem ogret in me rama boli, ker sem pretiraval včeraj na treningu, bom pa prikazal samo eno malo simbolično vajico, se opravičujem. Bo tudi to dovolj. En aplavz, mi pa gremo tjale in bo... Na posebnem dnevu dejavnosti Ekodan v smislu zdrave hrane in vsega, kar se tiče tega imena, ki ga izrečemo kot hrana, prehranjevanje. Ob tem priložnosti bi se res zahvalila direktorju Kmetijske zadruge Šaleška dolina, da smo skupaj Osnovna šola Šoštanj in Kmetijska zadruga Šaleška dolina organizirali ta dan, ki ni edini. Takšne dneve smo že organizirali in prepričana sem, da jih bomo tudi v bodočnosti. In gospod direktor, majhna pozornost, pa vas prosim, če pridete, da vam izročim. Hkrati pa naši učenci tudi spoznate direktorja Kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki nam vsako jutro pripelje jabolko za dobro jutro. Hvala lepa. Torej, zavedamo se, da sta zdrava prehrana naših otrok in mladostnikov v fazi rasti in razvoja tudi nujno potrebna, saj sta nekako energijska in hranilna vrednost obrokov pomembni tako za energijo za vsakdanje delo, kot pa tudi za gradivo za rast in razvoj telesa ter psihosocialni razvoj otrok. To je teorija, ki jo vsi dobro poznamo, kako pa je v praksi. Gospa Majda Završnik-Puc, v šolstvu delate že vrsto let. Kako kot ravnateljica Osnovne šole Šoštanj ocenjujete trenutno prehrano naših otrok v šolah? Je takšna, kot bi si jo vi predstavljali pod poimenovanjem varna in zdrava prehrana? Če se prvo, osredotočim na slovenske osnovne šole. Moram reči, da se dejansko v slovenskih osnovnih šolah, pa mislim, da tudi v vrtcih zelo trudimo za zdravo in varno prehrano. Predvsem pa lahko govorim za našo šolo. Namreč gledamo, da je raznovrstnost, raznolikost jedilnika, predvsem malice in kosila pri nas dokaj pestra. Zavedamo se vseh smernic, ki narekujejo zdravo prehrano. Vključujemo dejansko tisto, kar nam zakonodaja ponuja, kar lahko delamo v okviru zakonodaje.
Tako da mislim, da naši otroci šoštanske osnovne šole jedo, kolikor se da zdravo, varno hrano, seveda pa včasih moramo prisluhniti tudi njihovim muham. Bi pa tole rada izpostavila, veste, bili smo v času neke dobe, ko smo strmeli za hrano po količinski hrani in dejansko ta količinskost se odraža najprej v družini. In dejansko bomo morali tudi ne samo v šolah, ampak tudi v družinah spremeniti način mišljenja, kar se tiče kuhanja in priprave in nakupovanja hrane. Tako da mislim, da bomo morali vsi skupaj, tako šola, kot naše ministrstvo, kot kmetijsko ministrstvo, tudi zdravstveno ministrstvo, skupaj z domovi, starši, šola in seveda vsemi proizvajalci nekako priditi na tiste naše smernice, kar bomo rekli, kar so nam nekoč ponujale naše babice, detki, stari starši, kar so pridelovali doma na vrtovih, na njivah, potem prodajali na tržnicah in dejansko to kupovali. In to je za mene tista zdrava hrana. In tudi bom rekla tako, ali otroci naši radi jedo v šoli? Ja, jedo. Predvsem pa se moramo vsi odrasli zavedati, če je otrok lačen, je tudi vse dobro. In tisto dobro pomeni tudi takrat dobro, da je manj pa kvalitetno, kot pa veliko pa nekvalitetno. Vi sicer ponujate otrokom ekološko pridelano hrano? Tudi javni razpisi imamo vključeno tega, kar se da na slovenskem tržišču dobiti in dejansko glede na javni razpis imamo pač vključene nekatere proizvajalce, ki se s tem so se že začeli ukvarjati. Na Ministrstvu za kmetijstvo so v mesecu avgustu javnosti predstavili projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želijo ozaveščati mlade v šolah in vrtcih. Gospod minister, torej 18. novembra letos boste v vrtcih in šolah pripravili otrokom tako imenovani izbrani tradicionalni slovenski zajtrk. Bo ta slovenski zajtrk nekaj, kar bo postala stalna praksa pri prehrani naših otrok? Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz moram reči, jaz sem enostavno navdušen nad vami, ker to, kaj danes tu počnete, si samo želim, da bi vse šole v Sloveniji počele, pa verjamem, da dobri vzgledi tudi vlečejo. Bi pa na začetku le moral to povedati, da smo si, mislim, da imamo stvari v glavi razjasnjene. Kmetijsko ministrstvo, ki v bistvu ni kmetijsko, je prehransko ministrstvo. To je ministrstvo, ki je odgovorno za to, da v Sloveniji proizvedemo zadostne količine hrane, ki je kvalitetna, okusna in je del naše tradicije, je zadolženo, da preko normativov, ki jih ustvarja in potem preko nadzora, ki ga vrši, da povzroči, da hrana, ki pride do nas, je varna. Torej, da ne ogroža našega zdravja. To še ne pomeni, da je zdrava, ker zdrav pa je prehranski obrok. Hrana, voda, recimo pred mano je voda, voda je varna, ampak zdrava je seveda potem, če jo popijem vsaj 3 litre na dan, to je potem ta zdrava prehranska navada. In tukaj je seveda največja naloga na vrtcih in šolah, ker morajo v populaciji, ki je najbolj dojemljiva, privzgojiti te zdrave prehranske navade. Poleg tega pa šole so za slovenski prehranski prostor pomembne še zaradi nečesa drugega. Vete, na koncu se vse vrti okoli prodaje, nakupa denarja in šole v Sloveniji porabijo za prehrano 62 milijonov evrov. In če pomislimo, da je celotni slovenski kmetijski produkt vreden milijardo evrov in 81 milijonov, vidite, kako pomembno je, da v šole pride slovenska hrana, ki mislim, da je kakovostna. Zakaj pa smo letos začeli? Moram pa povedati, da je pobuda bila dana za strani Čebelarske zveze, podprle so druge nevladne organizacije, tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica, seveda takoj ministrstvo, ki je odgovorno za prehrano, pa tudi za šolstvo in tudi za zdravje. In 18. novembra uvajamo v slovenske šole in vrtce tradicionalni slovenski zajtrk. Ampak to pomeni, veste kaj to pomeni? To pomeni, da se z idejo, da je potrebno imeti slovensko hrano, kvalitetno slovensko hrano, se bo ta dan srečalo 240 tisoč otrok v vrtcih in v šolah in z 240 tisoč otroki bomo komunicirali, zakaj je za njega koristno, da ima zajtrk, zakaj je za njega koristno, da je zajtrk sestavljen in zakaj je za njega koristno, da je zajtrk iz njegove bližine. Ideja je pa naslednja. V naslednjem letu želimo, da že imamo naravoslovni dan, ki se potem seveda pelje vsa leta naprej. Dodatna
želja nas, ki smo odgovorni za prehrano, pa je, da ponovno obudimo nekaj, kar smo v starih časih imeli, pa je iz neznanih razlogov izginilo, pa sedaj ponovno želimo, da ima vsaka šola, vsaki vrtec, vsaj majhen vrtič, ker otroci se naučijo, da hrana ne raste na trgovinskih policah, ampak je treba nekaj vložiti, tudi majhen sadovnjak. To je ta ideja. Končal bom pa za naslednjem. Seveda, ko gremo pa naprej, pa seveda opazujemo pa tudi ekološko hrano. Ekološka proizvodnja ima pa dva aspekta. En aspekt je, da en del populacije želi se hraniti z hrano, ki enostavno je pridelana še na bolj drugačen način. Drugi aspekt je pa enako pomemben. Ekološka proizvodnja je najvišja stopnja varovanja okolja. Seveda, če kdo misli, da je del ekološke zavesti, da ima javni razpis, pa pripelje ekološko hrano iz Španije, je naredil napako, da večje ne more. Ker največji onesnaževalec pri kmetijski proizvodnji pa ni kmetijska praksa, ampak transport. Torej, če se odločimo, da bomo ekološko živeli, mi vnaprej povemo, da bomo temeljili na hrani iz zelo bližnje bližine. In končam pa s tem, ker ne vem, če mi boste še dali besedo danes, jaz pa rad govorim. Slovenska zakonodaja že dovoljuje pozitivno diskriminacijo. Ni mogoče napisati zakonodajo, dokler smo v Evropski uniji, ne, glede na gibanja, pa ne vemo, kako dolgo bo ta asociacija sploh obstajala, če se šalim, ne, ni mogoče napisati zakonodajo, ki pravi takole, kupiti moraš iz Slovenije. To ni možno, ne, ampak zakonodaja je že tako spremenjena, da pa lahko narediš pozitivno diskriminacijo, da daš prednost lokalni hrani, so pa takšni razpisi, kar gospa ravnateljica že ve, ne, bistveno bolj zapletene. In zato, da bi pomagali šolam, vrtcem, bolnišnicam in ostalim, bomo v začetku oktobra že imeli pripravljen osnutek priporočila, dejansko knjiga, kako v bistvu naročati, da si znotraj pravnih okvirov, ki bo tudi v elektronski obliki, tako da šole, vrtci in ostali javni zavodi ne boste rabili najemati dragih odvetniških pisarn, ampak enostavno boste naredili copy-paste in ko boste po takšnem načinu naročili, boste na tisti strani, ker boste tudi na strani zakonodaje varni. Hvala. No, še eno vprašanje, ko smo govorili torej o tem slovenskem zajtrku, žal se v današnjem času vse konča pri denarju. Ja. Zato me zanima, je ta slovenski zajtrk sicer dražji kot tisti, ki ga danes jedo? Veste, to je ena miselnost, ki je pogosto napačna. Mi mislimo, da je tuja hrana cenejša, pa ni. Verjamete mi, da recimo avstrijski kmet za hrano, ki jo on naredi, pa da šolam, trgovskim sistemom, dobi enako ali več. Nemški kmet dobi enako ali več. In potem se vprašamo, zakaj pa v Slovenijo prihaja hrana, ki pa je včasih cenejša kot slovenska. Ne? Saj odgovor je znan. En odgovor je, imamo opravka z predatorskim ravnanjem, torej da nekdo drug želi uničiti domačo proizvodnjo. Mi do sedaj nismo bili zelo uspešni pri preganjanju takšnega ravnanja. Upam, da sedaj, ko je ustanovljena agencija za varovanje konkurenčnosti, da bomo, ker to se da v bistvu preganjati. Potem pa je še ena zadeva, ki jo pa tudi ne želimo, da viški iz hladilnic, roba, ki ostane na koncu tržnic, prihaja v države, kakršne smo mi. Verjamete mi, da si mi takšne hrane ne želimo. Drugače pa osnovna hrana ima povsem primerljivo ceno kot nemška v Nemčiji, celo cenejša je, tako da ne reči, da slovenski kmet dobi za svojo hrano, ki pridela preveč, to ne drži. Gospod Zofija Mazej-Pikovič, kot nekdanja ministrica za zdravje ste se najbolj tudi vi kdaj srečali z zdravimi ali pa nezdravimi prehrambenimi navadami, ne samo odraslih, ampak tudi otrok. Bi se strinjali s trditvijo, za zdravo prehrano v zgodnji mladosti bi dosegli, da bi te osebe v svojem nadaljnjem življenju imele manj zdravstvenih težav, kar bi predstavljalo tudi manjše breme za zdravstveno blagajno, ki pa je tudi trenutno v krčenju sredstev. Hvala za vprašanje in dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje. Ja, zdravje je nekaj takega, kar se zavedamo, za katerega se zavedamo potem, ko ga izgubimo. In ozaveščanje o zdravju se začne v zibelki. V zibelki tudi z dojenjem matere, ki naj bo minimalno 6 mesecev. Tako smo zapisali v ta nacionalni program že tekom prehranske politike, tekom našega mandata. In kaj je vprašanje danes? Vprašanje je tudi tega, da v Sloveniji ekološke hrane pridelamo le nekaj procentov v celoti, da imamo samo 30 in nekaj procentov samooskrbe. Pri vsem tem, da imamo kot največjo danost, imamo podeželje, ki je zeleno,
ki je pripravljeno za to, da na 20.000 hektarjih, ki so poraščeni, zraste nekaj koristnega, da zraste zelenjava, da zraste sadje, da zraste vse to, kar lahko seveda potem pripeljemo lokalno nekaj kilometrov, lokalno. V Ameriki danes 2000 kilometrov potrebuje za povprečnega Američana povprečna hrana, ki je tja pripeljana. 2000 kilometrov. Kaj to pomeni za okolje in za zdravje? In seveda, kaj pomeni to, da ljudje tudi v Sloveniji nismo ozaveščeni o tem, da je vnos, ki ga naredimo, to, kar pojemo, ključno za zdravje. Poleg tega, da je dobro, če ne sedimo s pivom pred televizorjem vsak dan, ampak gremo tako kot danes, ko je recimo dan mobilnosti, na kolo. In to, da ljudje ne vedo, kako slabo je jest premastno, kako slabo je jest presladko, preslano, pomeni kot rezultat, da gremo 7-krat na leto v povprečju vsak Slovenec k zdravniku. Nemci gredo 4-krat. In to pomeni, da imamo zabite čakalnice, da imamo zdravstveni sistem, ki je totalno zamašen, tudi zaradi tega, ker ga ne znamo reševati na način ozaveščanja in seveda možnosti, da to ozaveščanje realiziramo. Torej, imeti ekološko hrano, znati jo spraviti na police, ne na trgovske police, namesto kitajskega česna, namesto španske solate, namesto vsega tega, kar danes pobiramo in pojemo. In se ne zavedamo, kakšna grožnja zdravju pravzaprav je to, kar vnašamo v svoje telo. 60% Slovenk in Slovencev je predebelih ali pretežkih, med njih tudi jaz spadam z enim delčkom. Več kot 20% oziroma samo 20% je tistih, ki se redno rekreirajo. Vem, da kmetu ni treba misliti na rekreacijo. Kmet se še kako nadela tekom dneva. Ampak vseeno, to so podatki, ki kažejo na to, da smo bolani preveč. In zato, da enostavno tudi v podjetjih, kjer so mase ljudi zaposlene, ljudje ne vedo, kaj je tisto, kar je zdravo, da pojedo. In tudi to, da je ekološka hrana, en mali otok sredi Mercatorja, kjer je nekaj gnilega sadja, veste, to nam v Sloveniji ni za ugled. Je seveda bi morali to spraviti res v maso, v masovno uporabo, s tem pa tudi najprej v zadosten del proizvodnje le tega. In kako v bodoče samo mladi z univerzitetnimi znanji so vabljeni nazaj na deželo. Politika je tista, ki mora ustvarjati okolje za to, da bodo prišli. Politika je tista, ki seveda daje možnost ali pa privlačnost za ta razvoj. V Avstriji vidimo, da tudi gorske kmetije lepo delujejo, lepo zgledajo, pridelujejo. Vemo, da tudi se da skozi tople grede, ki jih je po svetu ogromno in mi kupujemo tisto, kar pridelajo drugod, da je tudi to ena velika priložnost. V toplih gredah pridelati to, kar v našem predaljskem svetu samo po sebi ne zraste hitro. In seveda izkoristi termalno energijo, izkoristi če katero drugo energijo za to. Možnosti je ogromno, ampak samo na koncu zdrav življenjski slog, vključno za zdravo prehrano, nam bo omogočal, da bomo živeli kvalitetno, zdravo dlje. Danes živimo dlje, ampak kvalitete ni, ker je bolezen, ker vsakdo ve, da pri 40, 50 se začenja enostavno bolezen, s katero se mora človek cel čas otepati in na ta način tudi nekvalitetno živeti. In danes v obdobju tega, da imamo sicer načeloma hrane dovolj, načeloma, čeprav smo odvisni od uvoza, so otroci še vedno navajeni in ozaveščeni, da je McDonald's tisti, kar je popularno in da je Coca-Cola to, kar je popularno. Ko bomo ozavestili tako daleč, da bomo zamenjali Coca-Colo z vodo, da bomo zamenjali McDonald's z zdravim kosom črnega kruha iz podeželja in z kakšnim sadjem ali kaj podobnega, potem nam sledi, da bodo tudi generacije bolj zdrave. Še nekaj pa je, ljubezen do zemlje
je v Sloveniji izumrla v veliki meri, zato ker 50-60 let je bilo popularno ne imeti umazanih rok od zemlje. In to imamo danes. Danes imamo to, da enostavno rad imeti zemljo pomeni vse to, kar smo tu govorili. Vkolikor pa je odnos takšen, kot je, vkolikor je podeželje v enem, če rečem, v enem odstranjenem bypassu, tako dolgo pa seveda bojo kmetije še naprej propadale, kot vemo, da propadajo danes. Ne samo podjetja, kjer gre v stečaj eno podjetje na dan. Skratka, čestitke organizatorjem za to pobudo, za to ozaveščanje in jaz želim vse najboljše vsem naprej v tej smeri in tudi prizadevanja, da je to tudi naša poslovna priložnost, velika poslovna priložnost za nova delovna mesta in redka poslovna priložnost, ki jo sploh imamo. Hvala. Hvala tudi vam, ker ste ravno omenili te navade otrok po hitri prehrani, McDonald's in podobna prehrana in pravite, da je veliko treba narediti na ozaveščanju, pa zdaj le za to vprašanje gospe ravnateljici Majdi Završnik Puc. Opozorili so me, vzgojitelji, tudi nekateri, da je problem prinašanja nezdrave hrane, tako v vrtce, predvsem v vrtce, s strani staršev, kar izpostavljajo, kot sem dala, nekatere vzgojiteljice. Namreč, če preden otroci prispejo v vrtec, jih starši dobro obrožijo z raznimi čokoladkami, piškoti in podobnimi. Zdaj v nekaterih vrtcih so vzgojiteljice precej dobro podkovane, se prej dogovorijo starši, ampak v marsikaterem, kakor hitro pridete ven iz mesta, pa temu ni popolnoma tako. Kaj bi sami o tem dejali? Zdaj za vrtec sicer ne moram reči, imam tamle sogovornico, ravnateljico z vrtca, jaz za vrtec težko rečem, ampak bi predvsem rekla za naše navade naših otrok. Veste, to je dejansko vzgoja vseh nas. Tudi pri nas se dogaja, da starši zjutraj za popotnico imajo v nahrbtniku kakšen liter Coca-Cola ali kaj takega. Mi temu nasprotujemo, zdaj tisti, ki ste šli skozi naša vrata, vidite, da imamo omarice in imajo tam noter zaklenjeno, mi jim ne dopuščamo, ampak kaj se potem dogaja, saj veste, je to druga stvar. Ampak dejansko na naši šoli nobene pijače ne rabijo, niti pred, niti kasneje. Imamo dobro, zdravo šaleško vodo, ki priteče iz belih vod ali pa bom rekla iz Smrkovškega pogorja. Tako da, če že samo vodo pijemo, je že to del našega zdravja, ki je res dobra. Pri nas pa hrane ne prinašajo, to pa moram reči. Tako da tega pa ni. Direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina, gospod Ivan Drevkot, je mogoče prebrati v člankih na temo ekološke prehrane v šolah in vrtcih, interes po ekološko pridelanih izdelkih narašča. Vendar pa niti kmetje, niti javni zavodi trenutno nimajo nobene podpore pri uresničitvi svojih želja. Tako recimo pišejo tisti z področja zdrave prehrane. Pred kratkim ste namreč začeli z novo linijo izdelkov, to je Ekodar, kar pomeni, da ponujate domače, kvalitetno, ekološko pridelano goveje meso visokih standardov. Se takšno meso težko znajde v vrtcih in osnovnih šolah oziroma takšna hrana? Hvala za vprašanje, tudi v mojem imenu prav lepo pozdravljeni. V vseh teh projektih, ki greš, kar se tiče zdrave hrane, varne hrane, moraš biti tudi pogumen. Dejansko v naši zadrugi ta pogum kažemo že 30 let, saj smo že med prvimi v Sloveniji šli v integriran nasad, sonaravna pridelava sadja in seveda v letošnjem letu smo pa skupaj s košaki šli tudi v težek projekt, nekateri so rekli, da je to projekt težek kot svinc, odkup ekološke živine in potem predelava in distribucija v našim porabnikom. Seveda velika želja nam so pa vrtci in šole. Prav vesel sem, ker sem danes slišal gospoda ministra, ko govoril o pozitivni diskriminaciji in jaz to vidim eno veliko priložnost za nas, ki vztrajamo, ki smo pogumni in seveda vidim tudi v zadnjem času tudi velike premike na Ministrstvu za kmetijstvo, kjer mi pridelovalci in predelovalci nekako čutimo, da nam nekdo ščiti hrbet, da bo ta naš slovenski proizvod prišel v vrtce in šole. Mi s to našo blagovno znamko, če se usmerim na ekološko meso Ekodar, štartamo resnično na vrtce in šole, kjer tam se začenje in tam je potrebno in če nam to uspe, verjamem, da nam bomo jutri vso pridelano ekološko meso, ekološko govedo od kmeta, preko predelave takoj direktno pripeljali v vrtce in šole.
seveda to tudi ne mora biti najnižja cena. Tudi to vidimo, da že se pripravlja oziroma da imajo šole in vrtci priložnost, da izberejo kvaliteto. Ker za naše otroke je najboljša samo kvaliteta. Ne mora tudi odigrati najnižja cena in prav v preteklosti smo padali na razpisih prav zaradi teh pogojev, torej cena, najnižja cena, vemo pa, da je v šole prihajalo in vrtce marsikaj, kar je bilo tudi oporečno. Vesel sem, da smo pravzaprav naši zadrugi stavili na tega konja in mi bomo vztrajali, rabimo prav za proizvod Ekodar, ekološko meso, mi rabimo 5 let, da se kvalitetno spozicioniramo. Cilj nam je odkupiti 90% ekološke živine, ekoloških tržnih viškov in to nam bo uspelo, ker zastavili, sami vemo, da ne moremo, izbrali smo kvalitetnega partnerja in vem, da tudi vrtce in šole, torej ravnatelji, župani in vsi ostali bodo videli, da je ekološko, sonaravno pridelana hrana v Sloveniji tisti garant, ki nam bo jamčil to, da bomo bolj zdravi in da se bomo nekako tudi v tej naši lepi Sloveniji počutili. Pa kaj je še tu važno? Da bo naš kmet, ki danes živi v hribih, da bo lahko živel, ne pa životaril. Slovenija zaraščena kot taka, a si bomo lahko šli turizem, ne bomo si ga mogli. Torej, vse je nekako povezano in z roko v roki lahko dosežemo to, da nam bo v tej Sloveniji lepo. Še enkrat, gospod minister, hvala za te vaše spodbude in ta pozitivna diskriminacija, še moram enkrat upozoriti, lokalna prehrana v šole in vrtce, to nam je velik up in seveda tudi adut, da bomo vztrajali in se borili, tako kot je potrebno, tudi z ostalimi pridelovalci slovenske hrane in ekološkimi pridelovalci, kateri še si danes utirajo pot na trg in verjamem, da to prava pot. Hvala lepa. Najprej prav lep pozdrav strani vodstva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Vsekakor Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije deluje večplastno v več smerih. Z strokovnimi službami deluje tako v sami strokovnem svetovanju, izobraževanju, usposabljanju, po drugi strani organizira na nacionalni ravni ocenjevanje vseh kmečkih izdelkov in pridelkov skozi ogromno prireditev dobrote slovenskih kmetij na Ptuju vsako leto, kar je morda kot predlog tudi lahko, da pozovemo vse šole, da se pobliže spoznajo s temi aktivnostmi, namreč na nacionalnem nivoju se skozi to oceni kar 1000 izdelkov, podeli nagrade najboljšim, potem aktivno deluje v projektih, ki so bili že omenjeni, v shemi šolskega sadja in zelenjave, ki je sedaj že večleten projekt. Tukaj povezuje kmetije z osnovnimi šolami preko spletnih baz, kjer lahko vsaka šola najde svojega najbližjega ponudnika in s tem dejansko uresničuje v praksi krajše poti neposredne dobave svežih v zreli fazi obranega sadja in zelenjave. Seveda pa to je ena smer delovanja, druga smer delovanja pa je tudi strokovna povratna informacija vseh tistih problemov, ki nastajajo na kmetijah, nazaj na resorna ministrstva, ker če zakonodaje niso sharmonizirane vertikalno, je zelo težko v praksi stvari izpeljati. In mislim, da tukaj pa moramo se zahvaliti in poudariti, da je to sodelovanje vedno boljše in kvalitetno in zaradi tega so vse zakonodaje, ki so se spremenile v prid lokalni oskrbi, v prid nabavljanju lokalnih živil, se sedaj prenaša v prakso in v to povezovanje, ker je to vedno nekako korak za tistim, ko je to zakonsko tudi dovoljeno. Ker namreč pred leti 2009, ko je bila sprememba zakona javnih naročil in pred letom 2008, ko so se končala vsa pogajanja higienskega paketa, je bilo to mnogo težje uresničljivo. Ampak kakšne izkušnje imate vi oziroma kmeti, ki se vračajo na vas, koliko jih, če ne sodeluje trenutno recimo s prehrano, da jo dobavljajo, dostavljajo v osnovne šole, v vrtce, imajo pri tem kakšne težave, kaj so tisti ključni problemi?
Ja, na začetku uvedbe sheme šolskega sadja so nekatere šole pričakovale, da bo pa to sadje še cenejše od veledobaviteljev. Takrat smo napravili izobraževanje strani Kmetijsko-gozdarske zbornice, kjer smo predstavili lastne cene kmetijskih pridelkov v Sloveniji. In po tistem, naprimer, se je ta problem ga ni bilo več, ker je vedela šola, da če zahteva naprimer jabolko, ki je cenejše kot 0,42 evra po kilogramu, da s tem zahteva cenejše od lastne cene pridelka. Gospod minister, v enem izmed člankov o zdravi prehrani je bilo mogoče med drugim prebrati tole, bom zdaj citirala. Po zgledu sosednje Italije bi bilo v prihodnosti smiselno povezovanje v zadruge, tako imenovane, s pomočjo katerih bi bilo mogoče oskrbovati javne ustanove. V šolah in vrtcih interes po ekološko pridelanih izdelkih narašča, vendar pa niti kmetje, niti javni zavodi trenutno nimajo nobene podpore v uresničitvi svojih želja. Na tem mestu bi bilo smiselno razmisliti o subvencioniranju javnih zavodov pri nakupu ekoloških izdelkov, saj bi tako spodbudili več kmetov k ekološkemu kmetovanju, otrokom pa zagotovili kakovostno oziroma kakovostnejšo hrano. To je bilo mnenje enega izmed tistih, ki piše in se spozna torej na zdravo prehrano. Če povzamem, na eni strani poslušamo o velikem povpraševanju po varni, zdravi prehrani za otroke, na drugi pa imajo slovenski kmetje kar nekaj preglavic s prodajo svojega pridelka. Torej, kako bi lahko učinkoviteje rešili izziv prehranjevanja v vrtcih in šolah, ter hkrati pomagali slovenskim kmetom, ter kako izboljšati, kot ste že nekaj sicer že prej omenili, tudi postopke tega javnega naročanja, ki bi bili nekoliko bližje kmetom. Jaz moram povedati predtem eno misel, o kateri sem sedaj razmišljal, ko so moji sogovorniki tukaj na tej strani, ko tako smo pred vami, da nas ocenjujete, dejansko razmišljal in to je v bistvu, prišli smo v bistvu v neko dosti čudno obdobje. Poznate, na kmetijstvo, proizvodnjo hrane se v Sloveniji zadnjih 10, 20, pa tudi zadnjih 60 let ni gledalo pozitivno. In zadnjo letos nam pa dogaja, da začnejo drugi sektorji tako razmišljati, kaj pa ja vi na področju kmetijstva in prehrane počnete, da ste vsaj eno majhno področje v Sloveniji, ko pa se neki pozitivni dogodki dogajajo. Kaj to počnete? Recimo tudi operativno vidimo, ko nekateri sektorji, ki ne spadajo pod pristojnost ministrstva, ki ga jaz trenutno vodim, bi kar želeli, da prijo pod našo pristojnost. In odgovor pri meni v moji glavi je dosti jasen, ker smo uspeli ta sektor omakniti stran od politike. To recimo, ne vem, če ste včeraj gledali to, kaj se je dogajalo v parlamenti. Jaz sem bil dežurni minister 1 uro, jaz sem samo molil, prosim lepo, da naj ta ura čim premine, ker to, kdorkoli to posluša, jasno, da pade v stres, pride domov, potem je družina v stresu, torej dosti stresno je tam sedeti in poslušati, kako se ljudje med sabo pogovarjajo, ne predspošljivo, nažalost, ko pa pridete v odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano istega državnega zbora, jaz vam povem, to pa je neki drugi svet, Tam pa enostavno politiki, levi, desni, zgornji, spodnji, enostavno ne razmišljajo, kako bojo grdo drug o drugem govorili, ampak uspeli smo ustvariti v neko vzdušje, da razmišljajo, kaj pa lahko skupaj naredimo koristnega za slovensko proizvodnjo hrane. To je v bistvu, ne vem, moč imamo srečo, ker so take poslance notri, ali pa ker vsi razumejo, kako premalo smo v preteklih letih naredili za proizvodnjo hrane in nimamo dosti časa, da hitro popravimo. In to je tudi tisto, kar jaz skušam poslancem in ostalim politikom v Sloveniji govoriti. Prosim lepo, zdaj, ko se boste tepli, ko boste grdo govorili, ker to pač je tako v političnem boju, prosim lepo, saj 2 sektorja pustite na miru. Ne delati zmede v prehrani, ker se mi v tem trenutku borimo za 1,5 milijarde evropskega denarja in ne motiti ljudi, ki se pogajajo, in ne potegniti sektor, ki je dobil neki elan v politično borbo. Ne tega delati, prosim lepo, ker na koncu bomo nastradali pa vsi. Druga zadeva je pa seveda, ki je za stališča denarja tudi strahovito pomembna, je pa kohezija. Namreč kohezija, mi se trenutno tam borimo za 2,5 do 3 milijarde, prosim lepo politiki tudi to, mislim, jaz sem tudi trenutno politik, ker minister je po funkciji politik, ampak sem sem prišel, pa tudi bom potem šel nekam stran, ampak tudi kohezijo pustite na miru iz političnih borb, ker lahko naredite veliko škodo, če se tudi kot politiki spravite v te pogovore, v te zadeve. Generalno gledano, vam zdaj povedal okvir, kako opazujem Slovenijo. V Sloveniji dolgo časa nismo verjeli, da smo odvisni sami od sebe. Mislili smo,
Nimamo denarja, si ga bomo sposodili. Nimamo energije, si bomo sposodili. Nimamo hrane, jo bomo vozili. Ne? In to je tako strahovito napačno razmišljanje, da bolj sploh ne more biti. To stališče namreč velja, dokler so prehranski viški. V tem trenutku imamo sicer čudno stanje. Ne? V Evropi ljudje dosti hrane vržemo v smeti. Dosti že v trgovinskih sistemih, dosti že zato, ker je v nekaterih trgovskih sistemih, da lahko kmet hrano pripelje, mora biti vse kumare 15,5 cm, pa pravi odtenek zelene barve morajo imeti, vse ostalo gre pa v koš, ne? Ampak ok, te navade sedaj spreminjamo, potem nekaj ostane na trgovinskih policah, potem pa tudi to, kaj prije v hladilnik, nekaj propade in kaj prije na krožnik, vsega ne pojemo. Ne? Ampak ob vsem tem ne, je na svetu dosti nas, ki smo, ki imamo nadpoprečno primerno težo, ne? Ob tem pa je pa na tej zemeljski obli 1 milijarda ljudi lačnih, stradajo v bistvu, ne? In premalo prehranjenih pa dodatne 3 milijarde. In tisto, kar pa moramo vedeti, na tej zemeljski obli nekih hudih možnosti bistveno povečati proizvodnjo hrane pa nimamo. Zakaj pa tega nimamo? Zato, ker potrebujemo nove površine, dobimo jih tako lahko, da v Braziliji sekamo gozd, ki ga pa potrebujemo. Torej tega ne smemo. Imamo tu v bistvu, jaz sem se ravno prej z enim od vaših sovaščanov pogovarjal, je rekel, minister, kaj naj naredim, prepovedali ste neki strup za koruzo in zdaj ne morem več imeti monokulture. Bog pomagaj, nikoli več ga ne bomo pustili. Evropsko in slovensko kmetijstvo gre v to tako imenovano zeleno smer, tudi zato je zelo finančno podprto, vendar prakse, ki so uporabljali pretirano fitofarmacijo, prakse, ki so pretirano uporabljene gnojila in podobno, se umikajo. V praksi pa to pomeni, da na hektar bomo zelo težko pridelali več. Ne? Torej, sem se vprašal, kaj znotraj tega je tisto, kaj nujno potrebujemo, če prije do prehranske krize, ki pa že letos bila v Evropi 2-krat. Prva prehranska kriza je bila, da smo ostali brez sladkorja. Mi kot pametna slovenska država smo se v preteklosti odpovedali, ker nas je premamo zvok svetlečih se evrov, dobili smo nekaj 10 milijonov, pa smo jih tako dali nazaj, tisti, ki so bili lastniki, ne, in sedaj smo ostali brez sladkorja. Nimamo kulture, ki je najbolj profitabilna in nimamo sladkorja, ko ga zmanjka. Mi v tem trenutku rešujemo težave iz tedna v teden. Podobno se je letos zgodilo skoraj da pri pšenici in zato smo kmetijsko politiko obrnili takole. Kaj moramo imeti? Jasno, prvo, če prije do krize, potrebujemo kruh, krušne izdelke. To je vedno primarni cilj. Ne? Lansko leto, ko smo začeli tako razmišljati, smo ugotovili, šmentana muha, manj kot polovico potrebnih količin ga imamo, lahko pa ga imamo več. Zato smo v bistvu obrnili kmetijsko politiko na več stvareh. Ne? Prvo, malo smo sistem podpor spremenili, po drugi strani smo ugotovili, da tega nimamo zato, ker niso bili ljudje povezani. In je ministrstvo prevzelo neko funkcijo, ki po logiki ministrstvo ne spada. Ne? Ministrstva so administriranje. Ne? Pa smo na nek način delno poslovno funkcijo prevzeli in pod našim nadzorom, spodbudo, pa dodatno spodbudo, pa večernih pogovori, pa nedeljskih pogovori, smo uspeli ustvariti žitno verigo, ki v tem trenutku funkcionira. Kmetu daje varnost, ve, kaj lahko pričakuje, pod kakšnimi pogoji, ve, kako se cena določi, tistim, ki potrebujejo pšenico, pa ve, da jo bojo dobili. To nam je uspelo, posledica tega tudi je, da smo letos recimo v prvi fazi odkupa odkupili 55.000 ton krušne pšenice, lansko leto pa samo 23.000 ton. Ne? Jaz celo verjamem, da letos, ko bo setev, ne, ko so kmetje videli, da na tem segmentu pa tudi kot ministrstvo opazimo, da se jim kaj ne zgodi, jaz sem skoraj da siguren, da se ne bomo posadili samo 29.000 hektarjev, ampak da bomo šli proti 40.000 hektarjem in ker je več denarja v tej panogi, pomeni, da če bomo imeli drugo leto manj kot 70% samooskrbe, je to za mene osebni poraz. Ampak zelo hitro bomo imeli, če ne bomo kaj skrenili, 90%. 90% samooskrba pri kruhu je pa tisto, kaj daje državi varnost. Ker če prije do krize, da ni pšenice, ne bomo pojedli 3 kose kruha, ampak 2 3/4, pa bomo še vedno siti, ampak kot država smo varne. Torej, tu je prava smer. Druga zadeva, ki jo takoj opazujemo, je mleko. Tu nas ne rabi skrbeti, gospod Jakob zna za svoje kmete in krave, ki proizvajajo mleko, ki ima čim manj listerije, Jakob, ne, dobro skrbeti, tako da pri mleku imamo proizvodnjo takšno, kot mora biti. Na 2 segmentih mesa smo tudi varni, na enem pa pada, ampak tam zelo težko v tem trenutku ukrepamo. In zato smo v tem trenutku izjemno fokusirani v zelenjavo. Mi smo sicer vsi čakali, ne čakali smo, ali bo ta žitni dogovor, ki ni bil takšen, da če bi dostopil stran, da je bil kaznovan, pa ga zaprli, pa dali na Blejski otok, ampak je imel tip kodeksa.
moralne zaveze in tisti, ki bi ga prekršil, bi bil moralno kaznovan, ne pa denarno, ampak je vzdržal. V tej državi, ko mislimo, da nič ne drži, je ta pšenični kodeks držal. Naslednji kodeks, ki smo ga naredili, je tale za trgovino, ne? Pravičnost prehranske verige. Cel kup ljudi se smeji, ja, vi upate, da se da kaj dogovoriti, ampak mi verjamemo, da se da kaj dogovoriti. Mi smo dokazali, da se da kaj dogovoriti. In ob pripravi kodeksa smo kaj videli. Vete, nekaj, kar mene kot prehranskega ministra je tako razveselilo, res me razveselilo. V fazi pogovora so začeli trgovski sistemi svojim kmetom, ki jim dobavljajo, 120-dnevne plačilne roke spreminjati v 30 dni. Vete, to je tisto, ne? Saj ne moreš tega narediti naenkrat, ampak postopoma pa lahko delaš. In ta kodeks je podpisan, ali bo pa tudi v praksi zaživel, ali bodo vsi to resno vzeli, pa se bo sedaj videlo, ko se bodo sklepali pogodbe za leto 2012. Ne? Notri so zelo resne zaveze, ne? In če se bo to šlo, je to zelo prava pot. Naslednja zadeva je pa seveda vrtnine. Pri vrtninah smo brez tega, da bi bilo potrebno, smo pazili, mislim, da na samoskrbo 32%. Pri vrtninah nismo pazili na tako nizko samoskrbo, ker ne moremo proizvesti več. Mi imamo, recimo, če gledamo Primorje, in to veste, jaz sem na prehrano čustven. Veste, kako sem čustveno odreagiral, ko sem slišal, da eno eminentno telo slovenske države na mesto slovenske ekološke hrane tujo naročilo, ne? To za meni bil osebni poraz, ne? Kako se lahko takega dovolijo. Jaz tudi enako čustveno gledam, ko skušajo mene prepričati, da moramo 62 edinih ta pravih hektarjev Primorju dati za golf. A veste, to, če se prehranskega ministra sili, da mora izbirati med ljudmi, ki so bogati in imajo golf palce, ali pa med paradajzom, ki ga rabimo, to ne more biti vprašanje za prehranskega ministra. Prehranski minister, ki bi dovolil, da je tam golf, mora tako odstopiti. Nima pravice biti v tej državi, ko hrane primanjkuje prehranski minister. Torej, mi možnosti imamo za proizvodnjo vrtnin. Zakaj pa je sedaj bila ta proizvodnja tako nizka? Ker ni bila organizirana. Zato, ker je prodaja na domu, ki dobro poteka, tako pri ekološki, kakor pri navadnih vrtninah sicer narašča, ampak ima svoj domet. Tiste kmetije, ki živijo v bližini Ljubljane, mogoče tudi Maribora, so vesele, ker imajo kupce, ampak ostali del Slovenije pa ne. Torej, ta segment je prišel zelo daleč, ampak nima več kam širiti. Druga zadeva, ki jo moramo skupaj urediti, je segment komunalnih, občinskih, mestnih tržnic. Te niso pod pristojnostjo države, moram reči na žalost. Jaz točno vem, kaj bi naredil, če bile pod mojo pristojnostjo, so pod pristojnostjo županov. Pojdite v tujino pogledati, v Nemčijo, v Avstrijo, v Francijo. Ali komunalne tržnice služijo za to, da se prodaja sadje in vrtnina iz vseh koncev sveta. Zato imamo mi trgovinske centre. Komunalne tržnice služijo za to, da lahko meščan ali pa vaščan pride do hrane iz svoje bližine. In po drugi strani, da kmet, ki tam živi, ima komu prodati. To v bistvu, seveda pa mi moramo na župane in to povedati, to od njih pričakujemo. Včasih to, saj župani imamo dobre, ampak včasih pričakujejo, kaj da jim povemo. Ne? Ampak ta segment tudi mislim, da bomo dosti jasno in lahko uredili. Zdaj tudi z trgovinami se pogovarjamo. Saj vidite, čim bolj močni pritiski ministrstvo tudi medijski izvaja, takoj priletijo neki letaki tudi od diskontarjev, ko smo vsi mislili, da ne bodo imeli slovenske hrane. Imajo cele strani, imamo že to pa to slovensko. Nekateri diskontarji so šli že v celoti na slovenski kruh. Nekateri diskontarji so šli že v celoti na slovensko meso. To smo dosegli, recimo. Samo par stavkov še, potem pa končam. Ne? Torej, v tej smeri se premikamo, kje pa je trenutno problem, ki ga pa tudi sedaj rešujemo. Problem pa je naslednji. Recimo, saj trgovci, mi na trgovce ne smemo gledati kot na sovražnike. Oni pač nekaj počnejo, kar je potrebno, kajti brez trgovcev ne moramo priti do potrošnika, mi pa rabimo stik do potrošnika, ampak povedo zelo enostavno. Pravijo, veste, velik trgovski sistem ne more istočasno delati za 300 dobavitelji paradajza. Ali pa radiča, ali pa korenja, ker enostavno ne more, preč je zapleteno, predrago. Poleg tega pa še nekaj druga je. Potem en dan dobim 3 kile, drugi dan pa 3 tone. In povejo zelo pošteno, povejo, potrebujemo, da se organizirate, da imamo opravka z enim, ki vrši vele distribucijo. In to je tisto, kar trenutno počnemo, v tem trenutku tudi pod okriljem tega ministrstva, nastaja podobno kot pri pšenici, oziroma že nastala, pa pogajanja potekajo, mi temu rečemo zelenjavna veriga. Del zelenjavne verige so tudi tisti, ki proizvajajo vrtnine, ampak ker je ta člen bil prečipki, pa se je istočasno, da ta člen postane bolj močen, pa se je ustanovil GIST vrtnine, da dejansko združi kapacitete. Zdaj pa res zadnji stavek, nič se bat,
tako vidim, tako vam ne paše, da preč govorim, ampak jaz rad govorim, doma ne smem, potem pa to izkoristim, ne. Na konci pa se le moramo zavedati, ne, če mislimo, da je politika odgovorna za vse, se motimo. Mi moramo politiko čim bolj makniti v stran. Čim več področji moramo imeti, v katere se politika nima pravice vtikati. Pa politika večino stvari ne razume. Bi to moral vedeti, ne? Politika niti ne zna vseh stvari rešiti. Politika zelo dosti naredi, če nas na miri pusti. Že to je strašno uspeh. Jaz vidim, ko se z gospodarstveniki pogovarjam, ne? Pa jih večina pove tak, pravi minister, največ za nas naredite, če nas pustite na miru, ste neko fino, to pa mi je všeč, ne? Ampak dejansko politika se vsem ukvarjati ne sme. Imamo pa mi tudi kot potrošniki, veste, izjemno moč. Jaz kot minister nekaj stvari počnem, trudim se, da bi počel dobro, mar se jaz tudi izmotim, pa potem glavo sklonim, ampak trudim se vsaj, ne? Ampak jaz, moram reči, jaz ene stvari sem začel tudi na osebni ravni početi. In če bi tako počeli kot jaz, vsi državljani te države, mi slovenskega kmeta rešimo v 2 tednih. Zdaj pa povem, kaj pa jaz naredim. Če pridem do župana, pa mi na mizo ponudi sok, ki ni iz njegove okolice, jaz se vstanem pa grem domov. Jaz se z njim nočem več pogovarjati. Vprašam se, zakaj ima sicer takšne občane, da so ga izvolili, ampak jaz kot prehranski minister sem tako žaljen, da se z njim nočem pogovarjati. Ko pridem v trgovino, in to je tako, veste, to moški, ki smo tu poznamo, ženske pa tudi, ženske nam moškim spiske napišete, ne, in potem tam iščemo po neki polici gor pa dol, ne. Recimo, ko meni žena napiše, moraš prinesti pol kile paradajza, 3 kumare, pa kaj jaz vem kaj, ko jaz pridem v trgovski center. In če jaz ne najdem, da spodaj piše, da je iz moje bližine, da je slovensko, jaz grem ven. Jaz ne razmišljam, da bom te kako drugo stvar kupil, jaz grem enostavno ven. In se mi še zgodilo tam, kjer sem doma, ker me pač poznajo, neko sliko mojo so kaj videli, ne, pa prileti ven šef tistega trgovskega centra, pa reče, minister, zakaj greste ven, nič ne kupili. Sem rekel, zato, ker me žena naročila, da hoče imeti paradižnik, jaz kot slovenski minister hočem imeti pa slovenski paradižnik. Kje ga imate? Pravi, veste, imam strašno težavo, vedno več ljudi me to sprašuje, pa mi centrala iz Ljubljane tega ne dovoli naročiti. Ampak verjamite mi, če boste vsi tako delali, kot počne slovenski prehranski minister, centrala v Ljubljani bo v roku 3 dni pustila to naročiti. Hvala. Še eno vprašanje vam, subvencije. Potem po vprašanju vsem ostalim za konec. Bom se zdaj preselila v vlogo kmeta, ne? Ki gleda na eni strani stroške, na drugi strani pa odkupne cene, ne? In te postajajo vse manjše. Recimo, zdaj je čas trgatve, ne? In sem slišala strani tudi tistih, ki pridelujejo vino, ko so pogledali spisek, tisto, kar so dobili, ko so odpeljali grozdje pač na odkup, so gledali cene, pa so se zamislili in izjava je bila, bomo razmislili, če bi mi tole počeli še drugo leto. Ja, pa prej sem pozabil odgovoriti, tako sem nekaj lan sem prišel, pa sem na vašo prejšnjo vprašanje pozabil, ne. Vprašali ste me, ali bo država finančno podprla odkup v šolah, ne. Ne bo. Kaj pa država naredila? Mi spreminjamo podporo ekološkim kmetijam, zato ker smo opazili eno, kar so recimo Nemci opazili že 100 let pred nami, ne. Ekološke kmetije na hektar dobijo, zato ker ekološko proizvajajo, ker varujejo zemljo, pač neke dodatne subvencije. V prihodnje jaz mislim, da jih bomo celo uspeli dvigniti, ampak v času, ko se kmetija preusmerja v ekološko, torej ima drugačno tehnologijo, ima manj pridelka, ampak še ni v bistvu ekološka, zelo dosti kmetij nam propade, ker enostavno nimajo cene ekološkega pridelka, imajo pa ga manj, ne. In zato smo naredili, tu pa imamo probleme recimo z hitrostjo, to smo ugotovili že lansko leto, tudi smo se dogovorili z ekološkim združenjem, ne, da bomo šli na prehodna obdobja. In to z 1.1.2012 že imamo potrditev, torej da kmetija, ko se preusmeri, prva 3 leta dobi pa več. Tako da jim s tem, kaj jim dodatno damo, da v bistvu preživi, dokler nima ekoloških proizvodov. To lahko naredimo, to bomo naredili in to bo drugo leto že veljalo. Naslednja zadeva, kaj jo lahko naredimo, pa jo tudi delamo, je v bistvu, da posamezne sheme lahko dodatno financiramo. Hvala Bogu tudi z evropskim denarjem, to tudi sedaj večamo. Recimo ena shem, ki je meni najbolj tak doma, je šolsko sadje. Tu je ta šola, meni ravnateljica rekla, je imela celo evropsko inšpekcijo in pokazala, veste, mi zdaj že kar nekaj 100 000 evrov financiramo šolam, da nabavljajo sadje. To lahko naredimo in to bomo tudi delali. Da bi pa lahko mi recimo naredili tole, da bi dodali razliko med konvencionalno in ekološko in kot država plačali, jaz te pravne možnosti ne vidim, pa tudi nisem pristaš tega, veste. Mi živimo v državi,
ki nima zelo dosti denarja. Ne? In če vam vseh področjih rekli, to področje se bo razvijalo, če bomo dali tam subvencije, pa še tam, potem, jaz ne vem, enostavno potem bomo ostali pa brez šolstva, ker ne imeli denarja za učitelje, brez zdravstva, ker ne imeli denarja za zdravstvo, tako da mi se moramo odločiti, kaj moramo podpirati. Jaz sem se kot prehranski minister odločil, tudi v naslednjem letu, ko bo strašna kriza z denarjem, ne, denar za kmete niti v enem trenutku ne bo vprašljiv. Prve velike količine denarja, in to so dejansko velike količine, 144 milijonov že bomo potisnili v december, januar, oziroma še več, 180 milijonov bomo dali not, ne. Kmeti, od katerih, ki so prva stopnja prehranske verige, nič ne pomeni, če jaz hodim po Sloveniji in razlagam, slovenska samooskrba je pomembna. Fajn se čuje, mogoče koga prepričam, ampak to so še vedno samo besede, ne. Mi lahko pričakujemo, da bo v bistvu rast proizvodnje, če bomo poskrbeli, da bodo kmetije likvidne, podobno kot v tujini. In to mi naredili. Ne znamo pa tudi dovoljeno ni, da je pa subvencionirali hrano. Tako je to. Hvala lepa. Ja. Torej, za konec vsem vprašanje, kdaj in kako bo po vašem mnenju ekološko pridelana slovenska hrana postala del jedilnika otrok v osnovnih šolah in vrtcih po Sloveniji? Postati bi morala včeraj. S tem, da je v Sloveniji pri 120 tisoč brezposelnih, ko gre za sezonska dela na podeželju in na kmetijstvu, je treba uvažati Romune. Torej, če bo takšna zavest slovenska in tako kot pravim, če bo do zemlje tak odnos, kot je danes, do podeželja tak odnos, kot je danes, kljub izboljšavam, ki jih minister našteva, jaz ne rečem, da jih ni, ampak vendar, samo če sliko pogledamo, ko se vozimo proti Salzburgu, pogledamo gorske kmetije, kako izgledajo, kjer se tudi prideluje ekološka hrana in poglejmo v Sloveniji, kaj podobnega, se vidi še vedno velika razlika. In to je ogromna priložnost in zavedati se moramo, da je kaj se splača. Splača se biti zdrav. In škof Uran, ki je prišel na Onkološki inštitut odpirati kapelico, takrat še 3 leta nazaj, je rekel tam, tukaj se končajo vsi cilji. Vsi veliki cilji, kaj bom zgradil, kaj bom imel. Ko pride problem zdravja, vsi drugi cilji padejo, samo to biti zdrav ostane. Zato hrana, ki je pridelana na okolju prijazen način, na življenju prijazen način, mora seveda iti najprej otrokom in seveda se moramo tega zavedati, tudi odrasli, da nas bodo otroci posnemali. In z dobrim zgledom, ki ga dajemo, bi ga lahko dajali tudi tako, že v redu, da gremo kupiti, je pa tudi prav, da sami pridelamo. Jaz osebno pridelujem hrano in naša družina prideluje ekološko hrano vsa leta. To pomeni sprostitev, to pomeni rekreacijo, pomeni užitek, stik z zemljo, torej ne rabiš iskati budizma za to, da bi se relaksiral, ampak enostavno vzameš grablje in motko v roke. Hvala. Zdaj, če predhodnica povedala, jaz moram reči, da na naši šoli že uvajamo del tega ekološko pridelane hrane. Predvsem ne rečem, da za tole okroglo mizo sem danes zelo vesela, da je minister rekel, da se oktobra pripravljajo nov način razpisov, kajti to sem tudi danes hotela zaprositi, da smo šole glede na staro zakonodajo, če tako lahko rečem, malo bile preveč zavezane in nismo mogle vključevati vseh lokalnih proizvajalcev hrane, ki jih imamo danes tukaj, pa ki jaz osebno vem, da tukaj v Šaleški dolini pridelujete, če se zdaj samo na našo regijo naredimo. Tako da, gospod minister, res strani šolnikov, ravnateljev vseh osnovnih šol, tudi vrtcev in srednjih šol, kjer skrbimo za zdravo hrano, hvala lepa, da ste za to poskrbeli. In mislim, da je to en velik napredek k vsej tej težnji, vaši, ki ste danes tukaj in ki pridelujete, in hkrati vidim, da ste starši ali stari starši ali teta ali strici, tudi otrok, ki jih imamo pri nas. Jaz mislim, da vsi skupaj želimo, da naši otroci, naši učenci jedo dobro hrano pod vsem tistim, kar sem že rekla, naj bo dobra za ministra in zame kot Slovenko, Slovenca, slovenska, pridelana na naših tleh, kjer vemo, kaj imamo, kako imamo, in mislim, če bomo s to nadaljevali, s tako miselnostjo vsi skupaj, bomo tudi naredili velik korak
glede na mojo predhodnico, tudi k zdravju vsakega posameznika. Tako da še enkrat hvala lepa za vaše te vzpodbudne misli oziroma napredek glede razpisa in mislim, da bomo tudi z marsikom, ki tukaj noter sedite, tudi naša šola lahko z novim šolskim oziroma koledarskim letom, aktivno začeli sodelovati. Hvala lepa. Zakonodaja že dopušča pozitivno diskriminacijo, izvedena ni bila zato, ker je strahovita razlika med razpisom, ker je pomembna samo cena, to je majhen razpis, noben revizor te ne bo zgrabil za ušesa, in med razpisom, ki ima pozitivno diskriminacijo. In jaz se zavedam, je v tem trenutku sicer, ampak to so takšne ocene, ki so bolj, mislim, to so ocene, je že 10% slovenskih vrtcev in šol je že to uporablja, ampak vsi isto povedo, da v bistvu tega enostavno šola ne zna izpeljati, nima pa tudi denarja, da bi neko odvetniške pisarne pa to najela, in zaradi tega smo v bistvu, jaz moram reči, ko sem to videl, sem takoj se sestal tako z ministrom za šolstvo, vsi smo se dobili za zdravstvo, tudi za socialo, tudi za vojsko, tudi vojska se prehranjuje in so rekli, ok, minister, Dejan, pustimo ti, da ti vodiš akcijo. Jaz pri sebi sem enega človeka osebno imenoval, to je gospoda Matjaža Kočara, ki drugače vodi ki je generalni direktor direktorata za varno hrano, da pazi, da stvari potekajo naprej in v bistvu tisto, kar bo šolam v pomoč, torej kako imeti razpis, da je pozitivna diskriminacija, hkrati pa, da te potem predsednik računskega sodišča ne vpraša, kako koristiš denar, bo sedaj narejeno in bo uporabljeno. Včeraj smo se tudi sestali z slovenskimi župani, ker tudi njih zanima, saj oni tudi hočejo svojim ljudem, ki živijo v občinah, pomagati in smo se celo tako dogovorili, da bomo pozitivne prakse imeli na internetu obveščanje, tako da se ne bo rabila vsaka šola v bistvu na novo v bistvu izpostavljati, pa bo lahko tiste, ki so to že izpeljali, tudi vprašalo. Ampak moram pa še tole povedati, da ne bo kdo razumel, da je kvalitetna hrana v Sloveniji samo ekološka. Mi kot prehransko ministrstvo skrbimo za to, da je slovenska hrana kvalitetna. Ekološka je en dodaten standard, ekološki je tudi način življenja, to moramo vedeti, ampak tudi osnovna konvencionalna hrana v Sloveniji se dela po nekaterih standardih, ki niso čisto običajni. Če mogoče samo en del teh standardov povem, recimo pregledov na pesticide, ob tem, da kakršnikoli smo z proračunom, delamo mi poprečijo 3-krat več, kot je poprečje Evropske unije. Kontrol, ker veste, na konci prava kontrola je pa fizična, je nadzor, Recimo, naš kmet pogosto pove tako, ko se z mano sreča, pa pride celo s papirje, pravi minister, kaj pa ti je? Moj avstrijski konkurent dobi eno kontrolo, eno inšpekcijo enkrat na 3 leta, jaz pa sem letos 3 dobil. Sem rekel, res je to obremenitev, ampak po drugi strani, zaradi tega, ker si jo pa ti 3-krat dobil in to je dokumentirano, pa lahko jaz slovenskim potrošnikom povem dodatno, mi pa res pažemo in nadziramo, da je hrana takšna, kot mora biti. Tako da mi skrbimo, da je celotna hrana v bistvu, po mojem, nadstandardna, to tudi evropske inšpekcije. Mi smo imeli, sedaj zadnji 2 leti in pol, smo imeli, pogledajte, 14 inšpekcij, ki so prišle kontrolirati našo proizvodnjo hrane. In veste, mislim, to je za nas kot majhno državo obremenitev. Če je velika država, pa dobi 14 inšpekcij, to pač se nekdo z njimi ukvarja. Mi, ko smo mala, se pa vedno more vodstvo organa in nam zablokira organe, ampak vseh 14 je ugotovilo nekaj tako. Delate zakonito, delate dobro, delate učinkovito in potem, ko pa se sam s temi ljudmi pogovarjaš, pa ti celo rečejo tako, potem, ko že lahko tako govorijo neformalno, veste, mi mislimo, da ste tam eni od prvih teh 3 držav v Evropski uniji, ki najbolj skrbite, da je hrana, ki jo dajete potrošniku, varna. In to je seveda ena prednost, ki mi imamo vso pravico potrošnikom tudi povedati. Končam pa s tem. Borba za slovenskega kmeta in za slovensko proizvodnjo hrane ne more potekati na ravni velikih besed. To znamo vsi, jaz sem včeraj celo gledal, ne more potekati na ravni velikih besed, tega smo zadnjih 20 let čuli preveč, pa nobene koristi od tega ni bilo. Poteka na ravni vsakega od nas z vsakimi našimi majhnimi velikimi dejanji. Jaz vam povem, kako to pri meni izgleda. Povedal sem, kako osebno izgleda, ampak tudi kot ministru. Jaz vam povem, ko pridemo na vlado, ko na vlado pridejo ti prostorski načrti, mene tam poznajo kot ministra ne. Jaz govorim samo ne. Ne dam tam golfa, ne dam tega, ne pustim, noben mi ne bo lagal, koliko zemlje bomo izgubili, hoče imeti točne podatke. Borba za slovensko proizvodnjo hrane poteka vsak dan, pri vsakem pri nas, od nas osebno, ko stopiš v trgovino in pri vsakem od nas na delovnem mestu. In jaz bi skušal ta apel do vas prenesti, ne čakati na druge, sami se borimo za to, da bo slovenska proizvodnja hrane, ki po mojem je v letu in pol
če danes vprašamo Slovenca, bo znal bolj povedati, kako je to pomembno kot leto in pol, še vedno pa premalo, ne. Dajmo to borbo na ta način nadaljevati in jaz mislim, da nekaj čez 2 do 3 leta bo tudi slovenski kmetje ne bo zgodilo, kaj se je zgodilo v Sloveniji, ne, da so se vse slovenske kmetijske šole preimenovali biotehniške, pa moram reči, da letos, ko sem delal rebalans, s takim veseljem, s njim financiranjem prečrtal, res, z osebnim veseljem, ker šola, ki jo je sram, da se imenuje srednja kmetijska šola, s kako pravico pa prosi kmetijsko ministrstvo za sofinanciranje študija. Nima moralne pravice, ne? In boste videli, se bodo bili glasni, ampak ko smo zdaj mogli citi dol, največ sem tu dol vzel. Hvala. Vendar pa vsi ključni akteri pa morajo biti osveščeni, da so eko živila manj vabljiva za oko, da imajo izredno visoko hranilno vrednost in pa hkrati, da so hitreje pokvarljiva. In glede na to bo ekološka živila bodo prišla do otrok v tistem trenutku, ko bojo vsi, ki so kakorkoli udeleženi za to. In naše službe so že regijsko organizirale svetovalca za kratke verige, ki naj bi imel vlogo povezanosti med kmetijami in vsemi, ki so zainteresirani, tako da če po tistem ta velikem sistemu stvari ne tečejo, da se lahko obrnejo tudi lokalno. Seveda pa tisto tehnološko svetovanje pa je naša naloga dolgoročna. Ja, jaz si želim, da bo 18. november, se pravi slovenski zajtrk, tisti dan D, ko bo postal tudi za slovenske šole in vrtce pravzaprav nekaka praksa, da bomo jemali slovensko hrano v vrtce in šole. Tukaj bi še samo povedal meso, ekološko meso. Slovensko ekološko meso je 30% draže od konvencionalnega. Danes imamo tuje ekološko meso v Sloveniji, ki je 200%. Torej, mi znamo tudi s pametno ceno priti pred potrošnike in to bomo tudi nadaljevali, sicer težko, vendar bomo zmogli. In to so tudi najkrajši distribucijski kanali. Za Šaleško dolino pa moram reči, da pogrešamo že leta in leta svetovalca za to polnilno dejavnost in to računam, da se bo to čim prej zgodilo in da tega svetovalca tudi dobimo, ker v takem kraju, kot smo mi, moramo organizirati tudi to dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki sedaj šepa, to je tudi treba povedati. Šolsko sadje, to je prava pot, slovensko sadje in seveda 18. november, to je dan D, ko bomo naprej tudi mi uporabljali oziroma v šole in vrtce lahko spravljali po normalni poti za pravo ceno slovenski proizvod. Jaz bom rekel, vsa pričakovanja so presežena, čudovita okrogla miza, izvedeli smo veliko informacij in tale kulminacija, nastop mladih športnikov, glasbenikov, čudovita in seveda glas do otrok, varna in zdrava hrana. To vedno moramo poudariti in to nam je danes v celoti uspelo in upam, da bo šlo tudi v ušesa to ostalim ravnateljem šol, ministrstvem, da bo zdrava slovenska hrana prišla v šole in vrtce. Kakšen pomen zadrug pri sami zdravi hrani, pri zagotavljanju zdrave hrane, tudi za šole seveda? Seveda zdrava hrana, mi kot zadruga moramo organizirati to najkrajšo pot od kmeta do potrošnika in do otrok seveda. Seveda mi v zadrugi Šaleška dolina imamo svojo blagovno znamko Ekodar, odkup slovenskega ekološkega mesa in tega moramo spraviti seveda najprej v vrtce in šole in pa seveda do slovenskega potrošnika po pravih cenah. In to je dejansko vizija naše zadruge, ki jo tudi izpolnjujemo. Ste prepričani, da šolarji v Šaleški dolini zaužívajo zdravo domačo hrano z lokalnega okolja? Mi se bomo trudili, da to postane. Ne še v celoti to ni, ampak jutri računam, da se bo to zgodilo. In seveda vsi moramo skupaj stopiti od ministrstev, staršev, ravnateljev, da se to zgodi, kajti otroci so tisti naše največje bogatstvo. In tudi današnji dan je korak k temu. Seveda, današnji dan je velik korak k temu, računam pa, da bo to tudi 18. november, ko bomo imeli slovenski zajtrk, da se bo to nadaljevalo v prakso. Na vas in mesto.